Pri Renaultu trdijo, da je segment klasičnih enoprostornikov na dobri poti v pozabo. Zadnja leta so namreč vedno bolj priljubljeni križanci in zato novi Espace izgleda kot križanec. Ampak seveda ni. Po uporabnosti je še vedno pravi enoprostornik, tak kot mora biti. 4 cm je bolj oddaljen od tal, na karoserijo v obliki kocke tudi kar pozabite. Ta elegantna notranjost pa vseeno skriva veliko prostora. Tudi navzven je bistveno bolj atraktiven, vidim, kako ga gledate na cesti, mogoče že zaradi te ogromne nastopaške maske oziroma nasploh zaradi elegantne podobe. No, pa tudi velikega je kar težko zgrešiti. V dolžino meri toliko kot prejšnji Grande Espace. Tiste z družinami seveda najprej zanima, če je praktičen. Ta stikala, ki v trenutku podrejo naslonjala sedeže od druge oziroma tretje sedežne vrste, so krasna, ko imate polne roke, torb, vrečk, otrok, no sicer pa lahko pohvalim prtljažnik, ker je ob 5 postavljenih sedežih naravnost ogromen. Na zadnjih 2 sedežih se sedi precej zasilno, se mi zdi, da je prostora manj, kot ga je bilo v prejšnji generaciji, no tukaj na teh 3 pa je prostora več kot dovolj in tudi sedi se bolje kot prej, ker je dno nižje, zato so noge v bolj naravnem položaju. Tile 3 sedeži so ogrevani, poleg tega tudi vzdolžno pomični, ampak manj kot so bili včasih. No, pa še Isofix sidrišča so zelo lahko dostopna, to je tudi fino. Kompromisi so vedno nujno zlo in logično je, da se Espace ne pelje tako prepričljivo kot kakšen Megane, je pa po občutku precej boljši od starega, sploh, ker je tudi dosti lažji. V bistvu je tako, pelje se zelo dobro, prepričljivo sledi zavoju, je pa tule na volanu občutek zelo slab. Tudi v načinu sportni nič boljše, preveč umetno in brez dobrih povratnih informacij. Občutek bi moral biti boljši. Vseeno mi je prav način sport dejansko najbolj všeč, pa ne zaradi divjanja, ampak zato, ker v tem primeru zadnji kolesi bolj zavijata. Ja, Espace ima lahko tudi 4-kolesno krmiljenje 4Control. Zato je na cesti bolj prijeten in glede na velikost zelo vodljiv. Tudi menjalnik je v tem primeru hitrejši, sploh pa je vzmetenje bolj odzivno. Zame avtomobil namreč ni bolj udoben, če se po prevozu grbine še 3 sekunde pozibava in Espace v načinu komfort to počne, sport pa ga prej umiri. Doplačilo za 4Control je torej zame obvezno, ker je tudi na parkiriščih potem Espace bolj okreten, v tem paketu Initial Paris pa je tako ali tako serijski. Tule spredaj je prostora ogromno, je pa res, da drugega itak nisem pričakoval, predvsem pa je okolje zelo moderno. Mogoče bi tukaj hotel imeti malce večje odlagališče, ampak to so že malenkosti. No, predvsem pa boste dobili tak velik zaslon, tudi če boste vzeli bolj okrnjen paket opreme. Čeprav jih običajno ne maram preveč, je tale toliko boljši od ostalih, da mi je celo všeč. Obnaša se kot tablica in ko takole potegnete, se vam hitro odprejo še druge strani. Na uvodni zaslon si lahko postavite najpogosteje uporabljene funkcije in so takoj na voljo. Vse skupaj je zelo odzivno kot kakšen dober tablični računalnik. No, z 9 palci tudi ni kaj dosti manjši. In projekcijski zaslon je tudi fajn. Sedeža spredaj znata masirati in nasploh je med umirjeno vožnjo, kakršna naj družinska tudi bo, Espace zelo dober. Stekla so velika, zato je preglednost odlična, tale streha se odpre in tudi po odprtju v notranjost ne piha preveč, ker ima spredaj zaščito. No, tale Espace ima najmočnejši motor, 118 kW ima in ni nič premočan. Ravno pravšnji se mi zdi, ker mora vseeno premikati tak velik avtomobil, čeprav ima motor samo 1,6 litra prostornine, porabi pa okrog 7,5 litrov. Da se Espace pelje manj prepričljivo od kakšnega S-Maxa me niti ne moti. Pomembno mi je le, da je udoben in prostoren. In tukaj še vedno ni kompromisov. Zelo mi je všeč moderna armaturna plošča, me pa moti, da so materiali preveč ceneni. Osrednji del zelo hitro zaškripa, ko pritisnem nanj in to ni v redu. Tale z vsemi dodatki stane 47 000 evrov, torej veliko. Izberite cenejšega, vseeno pa priporočam, da se odločite za sistem 4Control in za LED luči. Mogoče celo za ta močnejši motor. Čeprav potem ste pa na istem.